Živjo punce in dobrodošle ponovno v skupini Zavetje o sebi. In tudi tebi, živjo Andreja, kmalu prideš na vrsto. Danes odpiramo temo, ki se spet tiče vseh nas in tudi odpira oziroma bomo tule proti odgovoru enega zelo pomembnega vprašanja, kaj je brezpogojna ljubezen, kako jo živeti, in jaz se tega predavanja res veselim. Moja gostja Andreja, živjo, se mi zdi zelo primerna, da nam to preda. Andreja, ti me vedno spomniš, samo da pomislim na tebe, me vedno spomniš, da obstaja nekaj več, a res? In si nekdo, ki res verjame, da je človek več kot fizično bitje, a ne? Si velika ljubiteljica narave in duhovnega, mističnega, pa kljub temu ostajaš prizemljena v tem življenju in mogoče bi tukaj na to temo. Za začetek bi se pa jaz dotaknila tvojega poslanstva. A te kaj strah? Ne. Ti glas Marije Magdalene, njenega učenja modrosti in resnice, ki segajo več kot 2000 let nazaj, in mene zanima, kaj pravzaprav je njen glas, in kako se je tebi to začelo dogajati. Mogoče, a veš, na začetku, samo da se dotaknemo te tvoje zgodbe, potem pa gremo naprej. Okej, hvala. In živjo tudi z moje strani, te nisem hotela prekinjati, tako da pozdravim zdaj. Vseh pozdravim tebe, pa tudi vse, seveda, poslušalke. Hvala za zelo lep opis. In da se vrnem k tvojemu vprašanju, kdaj se je meni vse skupaj začelo? V bistvu, ko sem razmišljala tudi sama o tem vprašanju, je bilo, sem se zavedala, da se je to začelo že v mojem otroštvu. Ampak se takrat tega nisem zavedala, nisem tega pač tako dojemala. In sem se zaradi seveda moje družine, ki ni bila seveda podporna v temu, sem potem itak ubrala to pot, da sem se temu uprla, da sem to nekako zakrila, potisnila nekam na stran. Vse do leta 2023, ko sem pustila svojo redno službo in sem mislila, da bom šla v zelo tako, skočila na glavo, ne, v duhovnost, pa v svetovanja, pa to individualno delo s strankami. Ja, je šlo, ampak ne prav po mojih načrtih. In to je seveda itak v meni vzbudilo in vrglo na plan veliko strahov, veliko vzorcev, veliko omejujočih prepričanj, ki sem jih imela zelo skrbno potlačene v sebi. In ko se mi je to začelo dogajati, je v bistvu na mojo pot spet pristopila ona. Pristopila je pa, ko sem bila pripravljena v celoti te vzorce in strahove preseči. A veš, ko ti bom dala prav eno tako metaforično razlago, mislim, tako jaz vidim to, ko kača. Ko pride konja, začuti, da je trenutek, da se more sleči, da se more leviti, da more sleči tisto staro kožo, ki pač se ne prilega več, in pač to počasi začne stopi v proces in to začne delati, dokler pač se koža ne sleče dokončno in ona gre, ne, na novo dalje. Jaz bom rekla tako, Marija Magdalena, ja, jo kanaliziram, ampak ne, da dobesedno prevajam.
njene besede, pač ne vem, tako kot smo mogoče navajeni na to, kako se kanalizira. Čutim. Pridejo besede, stavki. Ja, pa da jih jaz tako direktno nekaj prevajam, pa govorim, to ne delam na tak način. Zelo pa čutim. Čutim njeno energijo, njeno prisotnost. Prej v predstavitvi, ko si samo omenila, to se prav mogla malo obrniti, da mi ne bi bilo videti solznih oči. To je zelo tak neopisljiv občutek, ko moje telo preplavi ob njeni prisotnosti, ob njeni vibraciji, preplavi ena sama milina, ljubezen, ganjenost, in neizmerna hvaležnost. In prav, mir znotraj mene. Jaz pravim tako, Marija Magdalena, ni nekaj izven nas. Pač ona, ja, okej, če gremo gledat zgodovino, ona je bila fizično prisotna na tem planetu in tako, ampak v trenutku, ko pač ni več zbrala fizičnega telesa, ona je povsod. Ona je v vseh nas, jaz pravim, ne. Njeno drugo ime je brezpogojna ljubezen. Tako da, jaz verjamem, pač to je moja resnica, moj pogled na to, jaz verjamem, da ko mi začnemo prebujati brezpogojno ljubezen v nas samih in jo potem tudi utelešati in živeti v vsakdanjem življenju, mi smo Marija Magdalena. A samo ženske? Ne, Vsi. vsi. Kaj pa glede na to, da si rekla, da je Marija Magdalena, jaz tega vidika nisem še slišala v tem smislu, da bi bila Marija Magdalena brezpogojna ljubezen. Ja, seveda je, ampak brezpogojna ljubezen ni stara samo 2000 let, a ne? Ne, tudi Marija Magdalena, pač jaz zdaj verjamem v te stvari, zato bom tako tudi govorila, ne. Če komu ta resnica ne zavibrira, jo lahko pač normalno, brez slabe vesti spusti in pač sledi svoji resnici. Marija Magdalena je samo ena izmed inkarnacij te pač brezpogojne ljubezni, ne. Prej so bile tudi pred njo. Zato sem pa rekla, da njeno učenje oziroma to, kar je ona približno 2000 let nazaj učila, so učile in predajale tudi druge predstavnice te linije. Zato pravim, da da je to znanje staro že več kot 2000 let. Z Marijo Magdaleno se je pa seveda v duetu, bi lahko tako rekla, z Jezusom zgodila tista prelomnica, tista velika prelomna točka v zgodovini človeštva. Zakaj? Zato, ker se je po Mariji Magdaleni, pač takrat se je krščanstvo začelo in po Mariji Magdaleni se je začel dogajati patriarhat. To je bilo konec 6. stoletja, ko je v bistvu krščanstvo, z vsem spoštovanjem, sem vzgojena v krščanski veri, ampak glede na to, da Marijo Magdaleno raziskujem ne samo duhovno, temveč tudi zemeljsko, si pač upam to zdaj govoriti, ker to obstajajo dejansko zapisi o tem. Se pravi, konec 6. stoletja približno je krščanstvo malo zašlo in je bilo preoblikovano. Preoblikovano je bilo pa žal v smeri patriarhata, se pravi, moški so hoteli prevzeti to moč, nadvlado, avtoriteto, ženske so pa bile razvrednotene. In od takrat dalje je šlo seveda
pač tako, na hitro povedano, samo na slabše, dokler ni spet nekako, ja, mogoče s feminizmom ali kakorkoli, s to boritvijo, ko so se ženske začele boriti za svoje pravice spet nazaj in tako se je pač stvar malce obrnila. Ampak še zmeri v tem času, tudi če je veliko boljše, še zmeri čutimo posledice tega, predvsem ženske. Ja, res je. In tukaj bi jaz ne morem iti mimo te knjige, ker sem prav, pol pa greva na temo, a ne, ker sem prav jaz začutila preko različnih mogoče medijev, pa tudi sama, pa to ne pomeni različnih 20, ampak 2 mogoče, da jaz imam tudi neko povezavo, a ne, in z Marijo Magdaleno pa se nikoli nisem s tem ukvarjala, je minilo 1 leto od tega, kar sem slišala, in potem midve sva se pa poznale preko kozmetike, a ne, in potem sem na Facebooku zasledila tvojo knjigo, ki govori o tem. In veliko zgodovine predaja, a ne govori samo, mislim, pač dejstva, da oni so učili vzporedno eno drugo pot, a ne, oziroma začeli učiti eno drugo pot, ampak mogoče ne vem, samo da dava kot priporočilo to knjigo, a ne, da ne bova zdaj res zašle. Meni je ta knjiga, pravzaprav obe, ki sem jih prebrala, tretje še ne, veliko dala, no, veliko dala v smislu pogleda na zgodovino in tako zate, a ne. Tako da najbrž tudi ti priporočaš to. Ja, jaz bom rekla tako, pač knjiga ni moja, nisem jaz avtorica, da ne bo pomote. Avtorica, misliš pričakovana, ne, knjiga, ja, se razumeva. Okej, avtorica je moja mentorica na poti raziskovanja Marije Magdalene, to je Kathleen McGowan. Kathleen je dala res skoraj svoje življenje, in to že večkrat, dobesedno, za to, da lahko v bistvu širi resnico o Mariji Magdaleni. Kathleen že več kot 30 let, v bistvu knjigo Pričakovana je začela pisati leta 1993, takrat sem jaz rojena. Ja. 22 let. 22 je število Marije Magdalene. Danes smo 22. Danes, ko snemamo, to smo 22. Ja, vidiš, no, pač to so tisti znaki, veš, minimalistični, a vseeno tako zgovorni, da je Marija Magdalena prisotna. Jaz priznam, tudi preko teh znakov, tudi če je ne tako močno čutim, si rečem, ko dobim take znake, si rečem, aha, tukaj si, ne. Ona je vedno tukaj, ne. Ampak saj veš, kako smo ljudje. V trenutku, ker nismo v stanju, ne, odprtosti, kakšenkrat pač nas okoliščine malo tako usmerijo in takrat ne čutimo prav tistega energijskega dogajanja okrog nas, tako izrazito, in takrat pač vržejo naši vodniki kakšne take cukačke nam. Ja, res. Da rečejo, tukaj smo, ne. Ja, res. In da so takih ne morem iti mimo tega, da ko sem se po enem letu odločila, da pa mogoče raziskujem, kakšno vezo imam jaz z njo, oziroma ona z mano, sem razmišljala, na koga bi se obrnila. In ko sem si postavila to vprašanje, pa jaz sem zelo malo res na Facebooku in spremljam druge, pač premalo, si prišla ti. A razumeš? Pač pojavila si se in to je bil zame znak, da s tabo preverim, no. Da odgovoriva še na knjigo. Ja, smo malo zašle. Knjiga je v slovenščini Pričakovana, avtorice Kathleen McGowan.
To je prvi del, drugi del je The Book of Love, jaz to po angleščini znam. Se pravi, knjiga ljubezni. Tretji del je Princ poezije, četrti del je pa zdaj pred kratkim prišel ven, govori pa o Anne Boleyn. Poznamo Anne Boleyn iz zgodovine. Tako da četrti del, ja, je pred kratkim prišel ven. Caitlin piše že novo knjigo, končuje Že da, dobiti. v angleščini, ni preveden. Ni preveden. Ja, mislim, da je lani šel ali predlanskem, nekaj takega. Caitlin pa pripravlja že novo knjigo, v kateri bo strnjeno njeno skoraj 40-letno raziskovanje Marije Magdalene. Caitlin je pustila svojo službo, samo to, da na hitro povem, ker mi je fascinantna, res mi je fascinanten, jo globoko spoštujem. Caitlin je pustila svojo službo, ves denar, ves čas, vse, dobesedno svoje življenje vložila v raziskovanje Marije Magdalene. Ona je ne kanalizira, sploh. Ona pač tudi na njenem tečaju, ker obiskujem njene tečaje, lani septembra smo začeli in letos še celo leto se bomo družili z njo, tako po delih, ne. Ona je pač rekla, da ona je ne kanalizira, ona raziskuje, ona oprijemljive dokaze ima o njej in v bistvu na podlagi tega širi njeno resnico. Je pa Caitlin, da ne bo pomote, tudi duhovno obarvana, ampak ni pa to, da bo šla v kanaliziranje Marije Magdalene, no, tako. Kaj sem hotela reči, je to, ja, da je velikokrat že prišla do takih zapisov, ki so bili zelo močno skriti o Mariji Magdaleni in je večkrat tudi ji grozil kakšen zapor. O grožnjah, ki jih je dobivala, je rekla, da nam ne bo niti razlagala, je bilo eno obdobje, ker pač to nam je na tečaju povedala, je bilo eno obdobje, ker je bilo res grozno, ampak pol se je pač zgradila, da je to ni prišlo do živega, zdaj še dobiva, seveda, da dobiva določene grožnje in sporočila in tako, ampak se ne dotakne več, se ne preda več, tako da ona gre svojo smer naprej. Ona v bistvu je res posvetila življenje temu, da se o Mariji Magdaleni v bistvu izve resnica. Zdaj jaz zelo priporočam te knjige. Caitlin nam je ravno zdaj na zadnjem predavanju rekla, ker je obletnica izida, ne pisanja, ampak izida, ker izid je bil šele po letu 2000, ne? Mislim, da 2006, ja, zato je obletnica izida, knjige pričakovana in je rekla, jaz ji nisem več prebrala. Zato, ker jaz takrat sem bila mlada, ko sem začela pisati, pač to je že koliko, ne, 20 let nazaj, je rekla, od takrat do danes, veste, koliko dodatnega znanja, ne, sem jaz še v bistvu zbrskala ven. Itak, da bi zdaj napisala malo drugače, malo še kaj dodala in tako, ne, ampak je rekla, da ne boste mislili, da je pač zdaj ta knjiga, da ne temelji na nekih resničnih podatkih, je rekla, temelji, ampak zdaj bi bila še debelejša, ker bi lahko še veliko drugega dodala noter. Zato pa zdaj piše knjigo, v kateri bo strnila vsa ta, v bistvu, vse te informacije, ki jih ona pridobila v teh 40 letih raziskovanja, isto pa dela zdaj na tečaju, katerega jaz obiskujem, no, tako da, ampak mi gremo zelo. Potem boš ti nam predajala. Jaz sem se ti že vključila, ne? Jaz upam, da ja, sicer sem razmišljala, da definitivno moram še Caitlin obvestiti o temu, pa jaz si ne jemljem avtorskih pravic, ker niti nimam pravice do tega. Ona je rekla tako, njej je pomembno, da mi predajemo to naprej, ampak da je fajn, da povemo, kdo je pač avtor tega, ker je rekla, jaz in še ne par žensk, nekateri niso niti več med nami fizično, res smo krihmali dale za
ta znanja, da jih zdaj vi lahko imate, ne. Je pa res, so pa določene osebe, ki mogoče imajo težave z angleščino, ki ne znajo angleščine, pa jih pa ta znanja zelo privlečijo, jih začutijo kot svoje. Tako da v tem primeru sem rekla, ja, po dogovoru s Kathleen seveda bi vam predala. Dajala tudi svojo resnico, ki je Ja. lahko malo drugačen pogled, a ne. Ampak To pa ja. ja, pojdimo naprej. Torej glas Marije Magdalene je vabilo, da odpremo srce in ga napolnimo z brezpogojno ljubeznijo, se naučimo ljubiti sebe in druge. In ti nam boš predala zdaj svoj pogled na to, kaj brezpogojna ljubezen je, kaj ni, kako jo ponovno prebudimo, kako jo doživljamo, kako jo negovati, zakaj je pomembna. Skratka, res se veselim in rada poslušam te vsebine in ti predajam besedo, da čim več odnesemo od tega in potem, da začnemo to opazovati vse, pa ne, ker to je pravzaprav tako nas. Ja. Zelo lepo si povedala, to je v nas. To je nekaj, kar je nam že v bistvu naravno. Kar bi lahko uporabila ta izraz, kar nam je v zibelko položeno, dobesedno. Mi se rodimo s tem, mi se rodimo z vibracijo, pač kdorkoli, kakorkoli že to poimenuje, brezpogojne ljubezni. Ampak, ne glede na to, da nam je tako naravna in da je že prisotna v nas, žal jo moramo velikokrat spet začutiti v svoji resnici oziroma v pravi definiciji. Predvsem pa v pravi definiciji niti nisem uporabila dobrega izraza, ker jaz ne morem reči, definicija brezpogojne ljubezni je ta pa ta pa ta pa ta pa ta. Tu moraš pač začutiti, ne. To ni neka stvar, ki bi jo, ne vem, v SSKJ-ju lahko definiral. To je življenje. Ne vem, jaz tako gledam na to stvar, no. Najprej moramo v bistvu odstreti vse te iluzije, ki smo jih tako zelo uspešno in učinkovito si jih naprtili nase in živimo skozi njih, da pridemo do resnične brezpogojne ljubezni in do tega, da res začutimo v svojem bistvu in v resnici, kaj brezpogojna ljubezen je potrebno te iluzije vsekakor odstreti. Te iluzije nam preprečujejo, da v bistvu mi doživimo pravo resnično brezpogojno ljubezen. Zdaj samo ime brezpogojna ljubezen. Ja, jaz sem si to, priznam, veliko časa razlagala, moram ljubiti nekoga brez pogojev. Jaz sem vedno gledala druge. Ljubiti druge, ne? Brez pogojev. Ja, na nek način ja, ampak kaj to brez pogojev za nekoga pomeni, je pa druga stvar. Za mene je pomenila to, da v bistvu, da sem jo zamenjevala z dopuščanjem vsega. A je razumljivo tako, kaj hočem povedati? Se pravi, da okej, brezpogojna ljubezen, jaz moram druge ljubiti, ne glede na to, kaj oni meni naredijo. Ali je to dobro ali slabo, jaz moram to vse dopustiti, ker jaz pač sem v brezpogojni ljubezni. Ne. Brezpogojna ljubezen ni to. Brezpogojna ljubezen je brezpogojna do ljubezni, ampak postavlja pa meje vsemu tistemu, ki ni ljubezen. Oziroma, kar ni ljubezen. Se pravi, jaz ti dam prav primer, samo malo popraviti.
Ti dam primer našo družinsko situacijo, zelo svežo. Res, prišlo je pač v ožji družini pri nas, da so nekako, govorim zdaj zase, jaz sem se čutila zelo izdana, izkoriščena. Vsa tista slika, ki sem jo imela o določenih članih družine, se mi je zaradi njihovih dejanj porušila. Ranili so me, močno ranili, čustveno. Zaradi te bolečine sem jaz rabila tudi leto in več, da sem s tem se spopadala non-stop. Ne, pa se je malo umirilo, pa je to privrelo naprej, dokler... Skratka, tako. Ampak nekako sem speljala, ker nisem imela stikov z njimi. Sem prekinila stike, pač neko mejo sem že postavila. Ampak vseeno, ne, tisto, jih imam rada, jih ljubim, bi jih rada rešila, pa to, pa vidim, da ne delujejo v ljubezni, pa ono, pa ne vem kaj, bi jih rada odrešila, bi jih rada spremenila, ne. Jaz sem to vse zamenjevala za ljubezen. In jaz sem dejansko pristopila do njih z namenom, da jih razsvetlim v navednicah, kaj sem pa dobila nazaj? Do fizičnega napada je prišlo na mene. In v tistem trenutku jaz sem itak reagirala iz rane, iz bolečine, iz mojega ega in seveda sem se začela braniti in ven so začele vreti raznorazne obtožbe iz obeh strani, ne. Obtožbe, pa to, pa ono in dokazovanje moči iz ene in druge strani. Okej, pol to v bistvu mi gremo nekako narazen, jaz sem še bolj prekinila stike z njimi in takrat sem rekla, nočem ne slišati, ne videti nič za njih. Za mene so, pardon izrazu, mrtvi. In pol v bistvu, ne, se javi pa v meni ta arhetip Marije Magdalene, na kar v bistvu jaz grem zaradi te stvari skozi en tak velik življenjski proces, skozi neko iniciacijo. In ta iniciacija je bila ravno iniciacija brezpogojne ljubezni. V bistvu ne bom zdaj se spuščala v podrobnosti, kako se je to dogajalo točno pri meni. Skratka, priznala, jaz sem totalno si zaprla srčno čakro zaradi tega, ker sem bila in jezna na njih, in razočarana nad njimi in, ne vem, do določenih članov celo prav malo sovražno nastrojena že. In znotraj sebe to me je razžiralo znotraj sebe. Jaz nisem bila okej. Ne na tak, ne na drugačen način. V trenutku, ko sem jaz pač si rekla, Andreja, priznaj si, ti jih imaš še vedno rada, ne glede na to, kaj so ti naredili. Do česa je pač prišlo. Še vedno jih imaš rada. In ja, in priznam, če bi oni zdaj pač nekako, ne opravičili se mi, ampak da bi rekli, joj, pač dejanja, ki smo jih izbrali, so res bila dejanja v neljubezni, no. Jaz bi seveda tudi priznala svoje napake, logično sem si jih že priznala, tudi jaz nisem delovala takrat v ljubezni v tistem trenutku, sploh ne. In če bi oni pač pristopili v ljubezni do mene, jaz bi rekla, ja, vas sprejmem. In bi pač tako šli naprej. Zdaj, kje je tle brezpogojna ljubezen? Brezpogojna ljubezen je v tem stanju, da sem jaz začela čutiti še vedno ljubezen do njih, ampak vseeno imam postavljene meje do njih. Ne meje v smislu, da se dokazujem, kdo ima prav, kdo ima bolj prav, ker vsi imamo prav in nobeden nima prav, ne. Kdo ima bolj prav,
se ne dokazujem več, ampak samo lepo, neke meje postavljene. Kratko, jedrnato, jasno in to je to. In umaknila sem se. Seveda ostajam v umiku. Ko pomislim na njih, ne začutim več jeze, ne začutim več sovraštva, čutim mir in še zmeraj jim rečem, pa čeprav tako samo v mislih nadaljavo, rada vas imam. Še vedno, ne glede na vse. Ne? Tako da ta iniciacija pri meni je bila zelo, zelo močna in takrat v bistvu s to situacijo, ta situacija je bila samo tista, ne? Pika na i, češnjica na torti, da sem jaz pač do te iniciacije prišla nekako, do tega procesa in spoznanja in od takrat dalje se tu ni prav tako z besedami opisljivo oziroma zelo težko, od takrat dalje jaz do vseh čutim mir, do vseh čutim sočutje, evo, to, no, ta beseda. Sočutje zame pomeni to, da se trudimo razumeti, ne pa soditi. Jaz v tem primeru moje te družinske člane razumem, zakaj so oni delovali in še zmeraj so v tem delovanju, v teh izbirah, ki jih delajo. Jih razumem, ne, prej sem jih sodila. Zakaj? Če imaš na voljo, ne, če bi lahko posegel po ljubezni, po svetlobi, ne vem kaj še vse, da bi lahko drugače naredil, da bi se mi še zmeraj razumeli, Ne, okej, tu je pač njihova pot, ki si jo izbirajo in jaz to razumem. In jim pač dopustim, da to delajo. Je pa tako, da brezpogojna ljubezen, jaz sem videla, govorim na svojem primeru, da nas zelo, zelo sooči z lastnimi ranami. Gre do samega, kako pa neka srža naših ran. Zdaj, naše rane, se vemo, ne, so neke stare čustvene rane, so strahovi, so potreba po nadzoru, potreba po dokazovanju te nadvlade moči, kakorkoli. So neka pričakovanja, ki jih imamo od drugih. Evo, mene so me pričakovanja totalno spodnesla, priznam, ne. Ampak ravno tu, vse to me pripeljalo do te, bom rekla, jaz zelo rada se izrazim, ne, iniciacije, ki sem jo doživela v brezpogojni ljubezni. Predvsem pa to, če pričakujemo, spet ne, ta pričakovanja, eno izmed pričakovanj je, da pričakuješ ti neko povračilo. Če ti nekaj daješ, da pričakuješ povračilo, isto nazaj ali pa še boljše, to ni brezpogojna ljubezen. Ker brezpogojna ljubezen ne pričakuje. Ne, to sem se tudi zavedala in konec koncev roko na srce tudi pri svojih otrocih, ne. Jaz pričakujem, jaz se razdajam jim, ne, jim kuham, jim to, drugo, tretje, se ukvarjam z njimi, velikokrat kakšno svojo, ne, željo, potrebo potlačim zaradi tega, ker dam njih na prednostno listo in bolj pričakujem od njih določene stvari, da me bojo ubogali, da bojo to, da bojo dobro, da mi bojo kuhali, neverjetno, ampak imam neka tiha pričakovanja, ne, nekje v ozadju. Tudi to sem se naučila spuščati. Tudi mi je pač to zavedanje brezpogojne ljubezni, kaj to v resnici je, tudi to mi je pomagalo pri mojih otrocih, pri mojem partnerju. Jaz, ko sem šla skozi ta proces, ne, te iniciacije, bi lahko rekli, se je moj odnos s partnerjem dvignil na višji nivo, dobesedno. Jaz do partnerja od takrat ne pristopim več z mojo bolečino, z mojimi strahovi, z mojimi ranami,
Pa čeprav se mi aktivirajo, to je normalno, tu se nam bojo aktivirale verjetno celo življenje, ker smo celo življenje v tem procesu, ne, rasti. Se mi aktivirajo, ampak ja, probam dati tej brezpogojni ljubezni, ne, ki nima pričakovanj, ki ne sodi, ampak razume, ki ji dam prednost. In to je tudi mojega partnerja tako malo zmedlo najprej, ker mi je bil varjen, da reagiram na drugačen način. Ampak moram reči, da se je zelo odprl temu, zelo sprejel to in sva se dosti tudi pogovarjala o tem, da sem mu povedala, ne, kaj v bistvu zdaj čutim in tako in na čisto drugačen način rešujeva tudi zdaj izzive, ki jih imava. Zelo, zelo težko ubesedim, res z besedami, kaj je to dogajanje. In zdaj, če to primerjam z Marijo Magdaleno, ne, ona v bistvu je bila razvrednotena, je bila zanikana, je bila prikazana kot nekaj popolnoma drugega, kot je v resnici bila. Ona je bila prikazana kot prostitutka, v resnici je pa prihajala iz zelo višjih družbenih slojev, ne. Ona je bila totalno, njena identiteta je bila totalno spremenjena, no, tako. Ampak ona ni bila tista, ki je hrepenela po temu, jaz sem pa to, pa to, pa to, da to na glas izrazi, ne, da se dokazuje, ne, jaz pa to nisem, da dokazuje svojo resnico, ne, ona ni to delala, ona je bila samo v tej brezpogojni ljubezni, ona je razumela druge, pač, ne, kaj se, zakaj to delajo, ni sodila, ampak je ostajala v sebi. Ostajala je v svoji resnici in to je v bistvu predajala naprej tistim, ki so bili pripravljeni to slišati, ne. Tisti, ki bo bral knjigo Pričakovana ali pa vse ostale knjige, dostikrat je na koncu napisan tisti, oziroma vmes napisan tisti stavek, ne, kdor ima ušesa, da sliši, bo slišal, ne. To je tisti. Tam se v bistvu ta prava učenja razkazujejo, a ne, pač kako, a me razumeš? Ja. Pač ta prava knjiga ljubezni, ki je obstajala, ki sta jo napisala, so neki odlomki, ne, čeprav jaz to razumem, če sem si prav zapomnila. In tam na koncu je vedno bil ta citat, a ne? Ja, zato ker je to zelo lepo prikazano, da tisti, ki je pripravljen, ne, bo to slišal in bo to utelesil. Ne, pri Mariji Magdaleni se gre za utelešenje. Ni samo, teorija, ja, to je tako, 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 in to ostane nekje tam, v zraku. Ne, ona je ta arhetip utelešenja. Ne? Eno vprašanje imam tule. Kako recimo ravnati kako ti recimo, če se še kdaj pojavi strah ali pa kakšno omejujoče prepričanje, kako ga s tem zavedanjem brezpogojne ljubezni presežeš? Te usedeš dol sama s sabo, ker v bistvu tega ignorirati ne moremo, a ne, mi samo Ne.
Ne. soočiti s tem, spogledati. A veš, kaj jaz naredim? Ja, tako kot si ti že začela, se usedeš dol, pomeniš sam s sabo. Jaz bi to opisala kot, da se zazrem sama vase. To je poslušanje samega sebe. Veš, ne, sej se zelo jasno in glasno in že vse povsod govori o tem, vsi odgovori so v tebi. Pač to se ne govori brez tako nekega razloga, ne. Jaz sem videla, da res so vsi odgovori v nas samih. Je pa tako, je pa potrebna ena določena stopnja zavedanja, že osebne rasti, čustvene zrelosti in duhovne zrelosti. Ker brezpogojna ljubezen zahteva to, da jo ti utelesiš in jo začneš živeti v svojem vsakdanjem življenju. In ko pridejo ti strahovi in to, da dovoliš, da ji daš prednost in deluješ na podlagi brezpogojne ljubezni, ne pa na podlagi strahov, zahteva neko čustveno zrelost in duhovno zrelost tudi. Tako da jaz v mojem primeru, kaj naredim? Ja, vse tisto, če rabim se umiriti, jaz sem ponavadi tako, ne, jaz, ko se mi nekaj zgodi, ko neki strah pride ven ali pa podobno, jaz znam zelo impulzivno odreagirati na podlagi tega strahu in to not good, ni dobro, ne. Pač to sem jaz sama pri sebi spoznala. Jaz si zdaj sama govorim zase, kako jaz to delam, prav na mojem primeru se umirim. Raje počakam dan, dva, da se mi ta čustva umirijo in v bistvu teh par dni se sprašujem. Se probam čim bolj zazreti vase, sprašujem tudi moje telo, naj mi pokaže. Ker naše telo je naša posoda, kamor se ta brezpogojna ljubezen zliva in vse. Marija Magdalena je tudi rekla, ne mečite biserov, kjer ni posode. Ne? Pač razumemo med vrsticami, ne, sporočilo tega. Tako da naše telo je naš tempelj in tako je naša posoda. Ne? Ona itak je ženska z to with alabaster jar, ne, to je ta posoda iz alabastra, ker je ona pač nosila ta svoja sveta olja za maziljenje, ker je tudi to delala. In ona pač dostikrat se izrazi, ne, se je izrazila tudi v svojem evangeliju, tako ki ga je napisala, da naše telo je naša posoda, se pravi, mi moramo utelesiti vse in poslušati, biti v sebi, ne glede na to, kaj, ne, se nam dogaja in v odnosih in, ne, v vseh drugih interakcijah, kakšni strahovi se nam zbujajo. Mislim, kakšen strah, kot ga je ona dala skozi, ne, ko je pač Jezusa gledala pri križanju. Saj to, ona je edina, ki ga je spremljala ves čas. Tako da si ne moramo niti predstavljati, skozi kakšne strahove ona šla in občutke, ne, pri tem dogodku, ampak je vedno ostajala v sebi. Vedno je ostajala v tisti. Ja, ne, tu ni zdaj, da boš ti tleskal in to brije čez noč. To je ko mišice. Če hočeš ti imeti tak biceps, boš mogel hoditi v fitness in trenirati tudi par mesecev. To je trening. To je trening in no, pač da se vrnem k meni, jaz tudi si vzamem par dni časa in v bistvu nekako se ves čas sprašujem, čutim moje telo, čutim občutke, ne,
Pol pa tisto, kar je itak naša intuicija, naš tisti notranji glas, se nekako se začuti. To zato, ker ti telo samo sporoči. Če jaz grem v krč, če gre moje telo v krč, jaz točno vem, da to ni pravi odgovor zame. Če pa moje telo zadiha, ne, da se počuti umirjeno ob določenem odgovoru, pol pa tisto točno vem, da mi hoče telo sporočiti ja. Ne, mislim, moja intuicija preko mojega telesa mi hoče sporočiti ja, to je to. Pa čeprav se to mojemu umu zdi, oh my god, to ne. Ja, pa tudi, če želiš to ubesediti, kar se vprašaš, če se pogovarjaš s to svojo notranjo modrostjo, je itak to vedno ljubeče, podporno, ni zdaj ti si pa nevreden tega in tega ne znaš, ne, kakor bi nam kdo ego lahko prodal. Tako da. Jaz ponavadi izlijem to na papir. No. To je ena čudovita praksa, ki sem jo začela tudi jaz se posluževati, in to je, da dam na papir. Prej sem si mislila, dobro, se jaz to naredim v mislih, ne, ni isto. Ja, ker je fajn prebrati. Ja, ni isto. Meni se mi zdi, da ko dam na papir, da se takrat že ob pisanju dogaja neko samozdravljenje, res neka terapija se dogaja sama po sebi. To je pa res, ja. To imaš prav in hvala, ker si omenila, ker to je res ena res čudovita praksa. Ok, pa tukaj na tem mestu bi sam to še dodala, ker se mi je tudi 1-2 dni nazaj zelo pojavil pri enem odnosu, da pa te pustim spet, ker so tako danes midve tako klepetava, da, a veš, ko si omenila odnose in družino in tako, eni odnosi nam tudi kažejo nekaj, a ne? In se mi zdi, da ko to sprejmemo, ok, ta odnos mene to uči, in če bom jaz to ignoriral, bo pač prišel drug odnos, ki me bo to učil, a ne? In je tako dragoceno, da ok, sej, če nam ni s določenimi ljudmi in mi z vsemi ne gremo skupaj, pa pustiva zdaj, ne govorim zdaj o tvoji družini, a ne, na splošno. Ne bomo z nekom, ki nam ni, a ne, pač valjda si nismo z vsemi, da bi se družili in preživljali čas, itd. Ampak še prej, preden rečemo ne, je pa fajn pogledati, ok, ampak kaj pa mene vseeno trigira, a ne, in se zazreti v sebe in lahko, da so tvoji odigrali eno tako zelo, zelo pomembno vlogo. A ne? Pač pri tebi, pri tvoji iniciaciji in wow. Jaz sem v bistvu vsakemu od njih napisala svoje pismo. In vsakemu od njih sem v bistvu, seveda, ko sem dala ta proces skozi, tu ni bilo pismo, v katerem sem jim zlila, kaj vse negativnega čutim do njih. To je bilo pismo, v katerem sem se jim zahvalila. Res, seveda situacija ni bila najbolj prijetna, mislim, daleč proč od tega, ampak kakšna je bila pa posledica te situacije, tega dogodka, tega našega odnosa, tako kot si ti rekla, ne? Mislim, moj si niti predstavljal ni, da bo lahko skozi to situacijo prišel do te iniciacije. Ne? Tolikokrat, tako kot sem prej rekla, tolikokrat sem že imela priložnost, ne, doživeti, utelesiti to brezpogojno ljubezen, jo zaživeti pač v svoji resnici,
Ampak ne, sem se upirala, sem povedala stran, sej gre, ne, sej gre pač tudi na drugačen način. Je šlo, dokler ti življenje ali vesolje, kakorkoli ne da na pot, ok, zdaj pa dovolj, zdaj pa rabiš očitno res neko situacijo, ki se ti bo zgodila, malo bolj močno, si vsakič je močnejša. Ta izkušnja, da boš prišla do tega spoznanja, ker pač trenutno živiš v njegovi iluziji, ne pa v njegovi resnici. Jaz to ne pomeni zdaj, da jaz tem dotičnim osebam zaradi te brezpogojne ljubezni dopuščam vse. Ne, jaz imam do njih še vedno postavljene meje, ampak te meje niso grožnje. So samo pač dejanja, so jasna sporočila. Tako bom rekla. Jasna sporočila, kaj čutim, mislim, tako kratka, kaj čutim, kaj potrebujem, mislim, v teh mejah lahko tu sporočimo, ne, kaj čutim, kaj potrebujem in kaj bom naredila, če se pač ta meja ne bo spoštovala. Ne? In ta meja je lahko tudi en konkreten umik od vsega tega dogajanja. Ne umik zaradi strahu, ampak umik preprosto, ker situacija ni v skladu z nami. Vredno ti tako, ja, štekam. Ok, Ja. zdaj naprej. Še kakšno točko imava sigurno za obdelati? Povej. Sigurno je še kakšna alineja, ko je mogoče tam ostala, da jo ti predaš, če ne, te bom jaz vprašala, da bova počasi pol zaključile. O iluzijah sva že govorile, a ne? Mogoče kako se čuti, kako, a veš, kako vemo, da je to zdaj brezpogojna ljubezen. Kako bi ti rekla, da se čuti? Malo si moram solzice odbrisati od prejšnje debate. Mogoče so še to pozabila omeniti, zdaj mi je zelo tako prešilno, da brezpogojna ljubezen ni samo tisto, kar mi čutimo do drugih. Jaz sem zelo tako začela, do drugih, kaj čutimo. V bistvu ob tem sem pozabila izpostaviti tisto najpomembnejšo prvo točko, ki predstavlja tudi temelj, da mi lahko to brezpogojno ljubezen tudi do drugih občutimo. Brezpogojna ljubezen do drugih najprej zahteva brezpogojno ljubezen do sebe. Kaj pa meni predstavlja brezpogojna ljubezen do sebe? To, da ljubim sebe, ampak ne samo tiste pozitivne dele sebe, temveč tudi tiste malo temnejše dele sebe. Spravi, zame je brezpogojna ljubezen do sebe to, da sprejmem vse dele sebe. Ne glede na pozitivno, ne glede na negativno, ne glede na svetlobo, ne glede na senco oziroma temo, ki je znotraj nas. Ker mi imamo tudi zelo temne koščke sebe. In jaz, ko sem to začela sprejemati pri sebi, da nisem samo svetloba, pa čeprav zelo želim delovati v njej in jo v tem življenju res izbiram, ja pa da je v tej svetlobi še nekaj takih temnih kotičkov, ki jih je pač potrebno presvetliti. Prej jih nisem želela sprejeti kot
del mene, ker to je tema, tu ne, tu ni, jaz sem svetloba, ne, se veš, kako pol mi to gremo, ampak ne, to je naše, ne. Seveda ti temni kotički so tam zato, da jih čakajo, da jih presvetlimo, in jaz sem videla tako, brez senc oziroma brez teme ni svetlobe. Jaz sem največ rasti, največ teh iniciacij, ko jih jaz poimenujem, doživela skozi najtemnejše dele sebe. Ko sem Je najbolj nujno, prvi korak pač sprejemanje. Tako bežimo, a ne? upiramo se, ker nočemo biti, mislim, še posebno jaz sem si v glavo dala prepričanje, da jaz nisem tema, da sem samo svetloba, in vse, kar je vsebovalo beseda tema ali pa senca, ne, to ni moje. Ampak smo na planetu dualnosti, ne, svetloba, tema, črno, belo, toplo, mrzlo, ne. Tudi znotraj nas je ta dualnost. Tako da, jaz sem začela v bistvu zelo iskati ravnovesje znotraj mene. In ko sem začela to delati in si priznati te moje temne dele, da tudi pri meni se velikokrat izrazijo, in začela malo na široko gledati, kdaj se izrazijo, kaj je tisto, kar mi jih sproži, ne. No, in tam v bistvu, od tam naprej sem začela polagati svoje temelje. Kako pa jaz občutim to brezpogojno ljubezen? Tako kot sem že, mislim, da danes enkrat omenila, je to, da ko pomislim na ljudi, ki so mi kadarkoli želeli kaj slabega, ali pa so mi že naredili kaj slabega, ali pa so me užalili, ranili, karkoli, čutim mir. Čutim mir, dobesedno jih ne obsojam, čeprav na prvi trenutek, a veš, ne, moj bi želel, niso imeli prav, ne. Ampak ne, ne dovolim, da zmaga ta plat, ne, ampak vseeno jih razumem. Jih razumem. To ne pomeni, da jim dopuščam, da še to delajo, da mi še to delajo, ne. Jih razumem, da izbirajo, da je pač to njihova izbira, njihova pot, in jih skušam ne soditi. No, res. In ob tem občutim veliko, veliko, veliko notranjega miru in niti kančka potrebe po tem, da bi se dokazovala, da bi tekmovala za neko moč, da bi pokazala neko moč, ker mislim, da jaz pokažem svojo moč že s tem, da v situaciji, ko sem strigirana, da ostanem v sebi, ne. Pač to, kar sem, mogoče prispodoba tega je Marija Magdalena med križanjem Jezusa. Jezus je to zavestno naredil, ne. Jezus je pač zavestno šel v to križanje. Marija Magdalena ga je razumela, ga ni sodila. Je bilo pa grozno. Mislim, ne. Verjetno, ja, seveda, ne, je, ga ni, ne morem reči, da ga je podpirala pri temu, ne, ampak ga je razumela, ni sodila te njegove odločitve, je bila pa iz ljubezni do njega ves čas prisotna. Ne? In ta prisotnost, ki si jo zdaj omenila, se mi zdi, da je tudi ključna, če želimo mi prebuditi to ljubezen, da ljubezen je v sedanjem trenutku in je tako zelo pomembna ta prisotnost, a ne. Ja.
In ko smo prisotni, res samo smo in je težko pol imeti vse te strahove, o katerih sem prej spraševala. In tudi hvaležnost se mi zdi, da vrača pozornost, a ne, k lepoti, k temu, kar je že, Ja. da je to tudi ključno za prebujanje. Veš, lahko samo še vskočim, ker si že omenila to prisotnost. A veš, kako jaz pri sebi vem, da sem pa res prisotna, ne, v tem trenutku, ko se ne navezujem na preteklost oziroma ne dovolim preteklosti, da bi me zaznamovala ali pa da bi imela še nek zelo tak pretežen vpliv name, na moje sedanje življenje, in niti se ne zatekam v prihodnost, kaj bo, kako bo. In tako, tu so se razume, redki trenutki, ne, ko sem zmožna pač res to občutiti prav v samem svojem telesu, ampak so. In jaz takrat vem, okej, zdaj sem pa res prisotna. To je to, ne. Zdaj sem pa res totalno prisotna in pol to pač tako, step by step, ne, večkrat povabim, kadar vidim, da me odpelje kam, kakšno preteklost ali pa da se znajdem v nekem strahu za mojo prihodnost ali pa za prihodnost za moje otroke, kakorkoli. Nisi prisotna, ne, pač tisto, veš, ozaveščanje same sebe, kaj nisi prisotna. No, to se mi zdi ful pomembno in tako malo sem jaz do zdaj čula o tem, a ne, vsaj jaz. Ampak kljub temu, saj moram pa gledati, da imam še 30 let pred sabo, ke sem pa lahko prisotna in ke lahko grem v to brezpogojno ljubezen. Meni je pomembno, da smo mi tisti, ki jo čutimo zase, a ne, da smo čim večkrat v tem notranjem miru. Ne, mislim, tudi seveda za odnose, ampak da smo mi v tisti brezpogojni ljubezni, da mi čutimo ta mir, milino ali kakorkoli, no, se pač to čuti. Vsak jo najbrž malo drugače čuti, a ne. In se mi zdi, da tišina in meditacija, umik je pač del tega, da to prebujamo, ne. Ja. Ja, jaz sem tudi to res opazila, da minimalne stimulacije, kot so poslušanje kakšnega podcasta, poslušanje kakšnega tečaja, minimalne te stimulacije, ki so lahko okrog mene, pa niti niso slabe, res me vržejo ven iz te prisotnosti kakšenkrat, ne. In takrat poiščem to, kar imam najrajše, naravo, kadar čutim, da rabim prav neko večjo podporo, da začutim to prisotnost, poiščem naravo, tja se najprej zatečem, gozd, in pa tišino. In predvsem sem začela v bistvu moj dih, fizičen dih vpeljevati v to, da moje telo, mislim, ja, dobesedno, da moj živčni sistem, če zdaj govorimo prav na fizični ravni, umirim. Se pripelješ v posodo. Kaj? Da se pripelješ v posodo nazaj. Bravo, ja, točno to. Ne, jaz sem hotela reči, da se pač ta prisotnost bolj izrazi, ampak so take minimalni koraki, minimalne tehnike lahko, kaj tako bojo učinkovite za vsakega posameznika, drugače lahko jaz vem, da je to narava, tišina in moj dih zavesten. Zame je to zmagovita kombinacija za biti prisotna. In pol je pa živali ti. Ja, živali tudi,
Samo pri živalih je že malo tako, če bom jaz, na primer, šla, mi imamo pač tudi eno manjšo kmetijo, didaktično, imamo nekaj živali, ampak je tako, enkrat sem bila na, na naši kristalni poti, ki jo imamo. Se to je zelo smešno, ne samo tako, živali, ja, mi dajo, živali mi umirijo. Tudi umirijo moj živčni sistem, ampak tako, pri živalih že moraš malo biti, da ne bo kje, ne, imamo krave, imamo osle, pa to, pa da ne bo kje kakšen stopil, javi, kam da kakšno nogo, pač je treba že biti tako malo, ne, z enim očesom že malo pozoren. Ker enkrat, ko sem bila na kristalni poti, se usedem tja na eno točko in sem, ne, v tem dihu, v tej tišini, kar naenkrat mi ovca, imamo tudi ovce, mi ovca skoči tako ven iz grma. Je pač moj živčni sistem takrat ni bil, veš, ne, je bilo v stanju budnosti. Tako, drugače pa je, ne, živali. Pa spominjajo, a ne, na ljubezen, sigurno. Ja, ne, Ja. živali imajo zelo to čisto vibracijo, čisto energijo, ampak so živa bitja, ne, pač vseeno moramo biti malo tako Ja. pozorni, no. Drugače pa ja, ne, jaz sem že od majhnega ljubiteljica živali. Zdaj sva že nekaj povedali o tem, kako jo negovati, bi na tej točki vseeno še kaj dodala, mogoče? Zdaj, da bi prav še kaj dodala, kako jo negovati, nimam prav nekega specifičnega recepta po točkah, ja, pa naredi to, pa naredi to, pa naredi to. Tako, ko greš k zdravniku, ki ti napiše 5 različnih tablet, ja, ta je za to, ta je za to, ta je za to. Jaz nimam takega recepta. Zame negovanje te brezpogojne ljubezni je to, da jo poskušam vnašati vsak dan v svoje življenje, čeprav po majhnih, drobcenih korakih, ampak da vztrajam pri temu. To mi je zelo pomembno, da jaz tako negujem. Ko se mi pojavi kakšen strah, omejujoče prepričanje, kakšen, ne, tisto, in mi nekaj reče, ne, tega pa ne smeš, mislim, tisti moj strah mi reče, ti ne smeš tega narediti, ne. Ja, to pomeni, da moram prav tisto narediti. Da grem preko tega strahu, ne zdaj to, da če bo jaz tam na 10 metrih in gledala dol in, ne, da me bo strah te višine, da bom jaz zdaj pa, ali ti moraš pa skočiti zdaj dol, ne, to se razume, ne. Govorimo o enih takih Da boš naredila tečaj. Ja. Ja, tako, ali plačati ne vem koliko denarja za ta tečaj, ali ne, in pol je tisti strah, kje boš pa zdaj ti ta denar dobila v to pa ono. In to me lahko hitro, ja, bravo, pač to je en tak primer, ja, tega strahu, kako bom jaz zdaj ta denar dobila in tudi če ga imam, ja, ne, kako bo to prinesla noter, pa tako, da ne bo kje drugje čutil se ta manjko, ne. In ja, v bistvu to je to, če bi poslušala strah, bi sledila temu, ne, ni dovolj denarja, ni to, in tečaja ne bi vzela, medtem ko vse noter v meni vibrira, ja, ta tečaj, ja, in bo poskrbljeno tudi za denar, bo že prišlo. Ne, no, tu so ti strahovi, da moram pustiti ta strah. Meni je všeč en stavek, da se mogoče za konec, da se brezpogojna ljubezen ne ustvari, ampak razkrije, ko smo res iskreni do sebe in prisotni, a ne. In
hvala ti lepa, res hvala ti lepa za tudi za brezpogojno ljubezen, da se deliš in da se boš še naprej delila. In zdajle mi je na pamet padla misel od Nine, da, da se moramo deliti, a ne, in da ko se mi delimo, v bistvu se stvari pol sestavljajo brez pričakovanj. In to je včasih tako težko spustiti. Ampak ja, to je ena misel za konec. Jaz verjamem, da vam bo, čeprav so vsi odgovori v nas, je pa včasih tako dragoceno slišati kakšen stavek, ki ti zavibrira in ti lahko obrne en pogled na določeno stvar. In verjamem, da sva danes prinesle kakšen tak stavek v prostor in res hvala ti in vsem vam, da ste bile z nama, ko boste z nama. Evo, to je to. Hvala tudi tebi za to priložnost in hvala vsaki, ki bo to poslušala in ki bo imela ušesa za to, da sliši. Popoln zaključek, hvala, draga. Ajdi, čau. Čau.